Dober dan. Dobrega. Janez, le še nekaj ur, da ne rečem nekaj dni naj loči do grškega referenduma, če bo, na katerem naj bi grško ljudstvo odločilo, sprejme ukrepe ali ne, ni pa jasno pravzaprav, kakšni so ti ukrepi. Kajti tik preden sva se midva usedla, je prišlo sporočilo, da Grčija Evropski komisiji predlaga, da sprejme to in to. Sledil je komentar, da je Grčija privolila tako rekoč na vse, in sledil je potem naslednji komentar, da ni res, da bi Grčija privolila na vse, kajti zaveze in obljube, ki so v pismu, ki ga je ministrski predsednik Cipras poslal v Bruselj, naj bi bile po mnenju nemškega finančnega ministra preveč ohlapne, hkrati pa neoperacionalizirane. Imamo dve možnosti, ali da govoriva o ekonomiji in iz tega narediva tehničen problem, ali da govoriva o zadevi kot o političnem spopadu na najvišji ravni, pa se tehnikalijam izogneva. Preigrajo obe možnosti. Ena možnost je pač ta, da govorimo o tem, da imajo koliko oni 180% GDP-ja, se pravi, neodplačljivo, kratkoročno in dolgoročno neodplačljivo za neko državo, nemogoče narediti mimo odpisa. To je en podatek. Sklicujem se na ekonomista oziroma pravnika ekonomista Štiblerja, ki je danes v Delu na 5. strani naredil zelo dober članek, pravzaprav vse povedal, k temu težko kaj dodam oziroma nekaj dodati, ampak lahko pa ponovim, da je po drugi strani ta dolg, en teden proizvodnje Evropske unije, kar pomeni ništrc. Se pravi, Evropska unija grški dolg lahko odplača tako, oziroma ga lahko pozabi v skoraj da sekundi. Mislim, zdaj tretja dimenzija je pa dimenzija fenomenalno lepih presežkov na trgu denarja, ko so banke ponovno spet polne denarja, ampak če greva zdaj, ali gre za politiko, ali gre za ekonomijo. Jaz mislim, da je tukaj trik, veš, da nam hočejo predstaviti, kot da gre za tehničen zaplet, v resnici gre pa za zelo resna politična vprašanja, ki se tičejo in demokracije in konec koncev tudi geostrateške situacije, ni pa to enoznačno potem. To je zelo zakomplicirano, zelo težko se do tega opredeljevati. Načeloma, jaz osebno bi rekel tako, da jaz načeloma se strinjam z Ciprasom in Varoufakisom pač v tej točki, da poskuša svoji domovini in svojim ljudem vrniti dostojanstvo. Se pravi, ideja, da je treba dolgove prevzeti na odgovoren način, ampak jih vračati v modelu vzdržnosti, kar pomeni, da zraven ne umreš in da se ne postaviš v vlogo sužnja proti gospodarju, ampak kot suverenega človeka, ki je pač dolžan svoj dolg plačati in ga odplača. Ampak treba postaviti model, v katerem ti še si človek, da nisi več, da nisi že žival ali pa sužen. V tem delu ga oba, se popolnoma strinjam. In mislim, da tle pač Evropska unija oziroma v tem primeru še najbolj Nemčija, ki je najbolj izpostavljena, dela fatalno in strateško napako. Tako tudi misli ekonomist Stiglitz in tako očitno misli tudi Barack Obama. To, kar sem zdaj povedal. Na drugi strani pa se bojim, da ne gre samo za vprašanje razmerja med Evropsko unijo in pa Grčijo, ampak gre za vprašanje notranje nesoverenosti pri samih Grkih, oziroma ki pa... Grki sami bodo morali odgovoriti na resen razredni izziv. Tako je. Oni imajo nerešeno razredno vprašanje. Mislim, njim se je zgodilo, da so siromaki v resnici postali siromašnejši in število siromakov se je povečalo. Enormno. In cela strategija vračevanja enormnih dolgov je narejena na hrbtu siromakov. In to je popolnoma nesprejemljivo. Tukaj pa ne vem, veš, ker recimo zadnjič sta se... Govorijo o strategiji. Zadnjič je Juncker, ko je skušal namočiti svojega grškega sogovornika Ciprasa, mu očital,
Ciprasu sem rekel, ne obdavči ladjarje, pa tega še vedno ni storil. To niso siromaki. Seveda niso To je siromaki. bistvo, Ne? to je bistvo, ne. To so pa milijarderji. Ne? Dvigujejo DDV, dvigujejo procente pri obdavčevanju malih podjetij, ne. Izpuščajo pa, mislim, eno od pomembnih postavk je tisto, kar je meni popolnoma nerazumljivo pri Ciprasu, je to, da se je pustil do zdaj od OECD-ja prigovarjati, naj vendar izkorenini korupcijo pri javnem naročanju. Mislim, en levičar bi to moral imeti pod točko 1, ne, se meni zdi. Ja. To obdavčiti ladjarja, ne, pod točko 1 se mi zdi za nekega levičarja, ne. Zdaj, tukaj so neke hude nekonsistence, ki kažejo na neko notranjo nesuverenost in tisto, kar Štibler piše, ne, zelo dobro, ne. Varoufakis, ne, je v bistvu ekspert za teorijo iger. Zdi se, da je zaigral teorijo iger zdaj, ne. Oba sta jo zaigrala in ne kaže, da jo ne vem kako dobro igrata, ne. Štibler pa pravi, da gre za to, ne. Skrajna pozicija Evropske unije bi bila, da doseže popolnoma vse austerity, to se pravi reformne ukrepe in pa te zategovalne ukrepe, ne da bi dala €1. To je skrajna pozicija. Skratka, ne da bi jo karkoli koštala. Druga pozicija je pa grška, ki pa bi rada, recimo, skrajna pozicija, govorim, ki bi pa dosegla vse s tem, da ne bi žrtvovala popolnoma ničesar, nobenih teh reform, ne, strukturnih reform ne bi dala. V obeh primerih gre za situacijo, v kateri izgubljaš. To se pravi, če Evropska unija Grke zategne do skrajnosti in pri tem uspe, jih je ubila, s tem je ubila svojo prvič evropsko idejo, v končni fazi pa tudi praktično delujočo Evropo. Pri Grkih pa, če oni politično zmagajo, bojo ekonomsko zanesljivo skrahirali, ker njihova ekonomija ni odvisna samo od tega, koliko bodo Evropsko unijo nategnili, ampak so odvisni tudi od globalne ekonomije, IMF in tako naprej. Skratka, v tej diagonali je treba poiskati točko minimalnega konsenza in na njej graditi. Na Štiblerjev predlog je, ne, da dejansko sprejmejo idejo, da ne morejo malih ljudi obdavčati do nesorazmernosti, ampak ne gre enostavno pogledati prvič evropske banke, ki so nesramno obogatele s špekulacijami na grškem trgu, potem so pa v svetohlinsko izlobirale pomoč matičnih držav za vrnitev dolgov in dolgovi, ki so jih namenili Grčiji, sploh niso videli Grčiji, ampak so pristale v luknjah teh bank, ki so špekulirale. To je prva svinjarija velikega ranga. In druga stvar je, v njihovih zahodnih bankah je deponiranih na milijarde grškega tajkunskega denarja. Ne? Naj se usedejo na ta denar in naj iz tega denarja poplačajo grške dolgove. To je Štiblerjev predlog, jaz se s tem popolnoma strinjam. Ne? In te Hunger Games, ki so na koncu koncev tudi igre, teorije iger, ne? Bi se na ta način končale. Ne? Ja. Naslednji moment je pa tisti, ki ga ti zagovarjaš. Ne? Je pa še, ali je še aktualna grška geostrateška pozicija ali ne več? Mislim, zdaj, tukaj se dve zgodbi prepletata, pa eno ves čas nekoliko spregledamo. Ne? Pač, ker je v prvem planu je ta dialog Atene-Bruselj, ali pa Atene-Frankfurt, ali pa ne vem. Ne? Tisto, kar se pa ne sme spregledati, je pa druga pomembna multilateralna organizacija, v kateri je Grčija, in sicer je to NATO. Ne? Zdaj, v Evropski uniji Grčija ima status periferne države in nesrečne in spodletele države, tako rekoč, in države na robu bankrota in države, ki je najpogosteje omenjeni problem Evropske unije. Hkrati je pa Grčija zelo pomemben steber NATO, kjer pa nima statusa drugorazredne države, pač pa ima kar status prvorazredne države, ki je zelo pomembna za situacijo v Mediteranu. Grčija je tako rekoč egejski steber NATO. In ta vloga Grčije zna postati celo bolj pomembna zaradi tega, ker je razvoj v Turčiji, politični razvoj, o tem govorim, nekoliko negotov. Je v bližini, je konec koncev Sirija z vojno situacijo in v bližini Egejskega morja je seveda Črno morje, ki ga poznamo iz zgodbe o Krimu. Tako, ne. In del te igre je
vsaj prijazno mežikanje med grško levico in pa ruskim vodstvom, se pravi Putinom. Med pravoslavnimi brati. Ne? Tako, ne? In zdaj, tako, znano je, da Grčija kar izdaten del svojega BDP-ja nameni za vojsko, da ima močno vojaško elito, kaj sem, da je pred časom Joška Fischer, nekdanji nemški zunanji minister in pač karizmatični voditelj zelenih, provociral z idejo, da naj Grčija pa morda nekoliko spusti svoj obrambni proračun. To je še zdaj v igri. Ja, lej je, ne? Samo to je točka, na kateri pa Američani ne bodo popustili. Ne? Zaradi tega pač, ker je v ameriškem interesu, ne, da so grški otoki fiksirana letalonosilka zveze NATO. Ne? Če to drži, drži, potem se obnavlja logika hladne vojne. Zato, ker Kanfora je v svojih esejih pisal, ne, da v času, ko je bila geostrategija tega dela sveta pač postavljena, si nihče ni upal direktno vstopati v konflikte ali pa v regije. In zato, a veš, si je Rusija vedno dala povabiti od prijateljskih vlad, recimo Češka, Slovaška, Čehoslovaška, Poljska, Madžarska in tako naprej. Leta 1967, da si je pa CIA oziroma Amerika na nek način izlobirala potem tisto polkovniško diktaturo v Grčiji. Ne? V bilo tudi. Ja, na nek način, skratka, vedno šlo za neko posredniško logiko, pravi Kanfora. Potem, ko je pa prišlo po padcu Berlinskega zidu, zdaj smo v neki res nori zgodovinski situaciji, ki je čisto drugačna, ampak vendar kaže pa svoje šibke točke, ta pa je v tem, da vele sile direktno vstopajo v konflikte, ne rabijo več posrednikov, ne rabijo več geostrateških posrednikov, do zdaj niso rabile. Ne? Grčije več ne rabijo za to, da držijo buffer do Albanije ali pa do Kosova ali pa do Bosne, so enostavno v jugoslovanski konflikt vstopili direktno, iz avijana so poslali avione, zbombardirali Beograd, ni problema. Ne? In naenkrat Grčija ni več bila pomembna in če zdaj naenkrat spet je pomembna, ne? Pomeni, da se spet obnavlja neka logika hladne vojne, kar naj pripelje seveda do vprašanja, kakšna je bila Ciprasova taktika, politična taktika do Rusije in pa do Kitajske. Ne? Zorana Bakovič je danes napisala zelo dober članek, v katerem je rekla, kaj poreče kitajska komunistična oblast na to, da bi ona, na referendum, no? In ona reče, da ja, Kitajci so vendar ljudska oblast, oni so proti referendumom. In oni z dolgovi nimajo problemov. Če imajo ti 180%, imajo Kitajci 250%, ampak oni odpišejo. Pa ga ni več. Ne? Ja. To ni tako kot IMF pa trojka, oziroma trojka, v kateri tudi to, ne? Ki je enostavno postavil kriterij in se jih drži kot pijanc plota, ne zato, ker bi jih lahko zapustila, ker ve, da sistem razpade, če jih zapusti. Ne? In Grčija v interesu Amerike je druga kot Grčija v interesu EU-ja oziroma evra. Ne? To sta dva različna. Tako, ne, mislim, zaradi tega je pa to je tudi razlog, ne, zakaj je Obama začel vrteti telefonske številke po evropskih prestolnicah in prepričevati pač evropske voditelje. Poklical je Merklova, Hollanda? Camerona pa Junckerja, kolikor vem. Ne? Ne? Skratka, gre za to, ne, da če Bruselj zlomi Atene, bodo Atene in bolj intenzivno začele sodelovati z Moskvo, kar za Washington ni sprejemljivo. Oziroma, že s Kitajsko tudi, ampak... Lej, mislim, kitajski investicijski apetiti v Grčiji so pa tudi dovolj znani. Ne? Mislim, da bi Kitajska... Zjutraj sem v Frankfurterci prebral, ne, da so grški komunisti proti referendumu in Zorana Bakovič napisala, da so kitajski, se pravi, centralni komite skrajno zadržan oziroma se ne izreka in je na nek način proti referendumu.
Iz zanimivih razlogov. Ne. Zakaj bi bili grški komunisti proti referendumu, se vendar bi oni za destabilizacijo najbolje zasledovali svoje razredne cilje. Ampak očitno to ni tako. A veš, očitno Kitajci, dobro, za Kitajce razumem, tako kot je tudi Zorana napisala. Ne. Oni bodo počakali na razprodajo, potem bodo prišli pa kupovati. Ne. To je neka njihova nova filozofija. Ne. Medtem ko pa, a veš, zdaj pa tako. Treba je nekaj videti. Takrat, ko mi smo zdaj soočeni z ponovitvijo neke zgodovinske situacije, o tem ni nobenega dvoma. Ne. To se pravi, kaj se je zgodilo v 30 letih. Ne. Takrat, ko se je zaostrilo vprašanje reparacij po prvi svetovni vojni v Nemčiji, je bila natanko taka slika, kot je zdaj v Grčiji, natanko taka slika. In ko so šli privijati predaleč vprašanje reparacij, ne, se je v Nemčiji vzpostavil avtoritarni Hitlerjev režim, se pravi, se je fašistična desnica oziroma okrepila nacistična desnica in pripeljala v drugo svetovno vojno. In nekaj je popolnoma nedvoumno. Če bi zdaj v soboto oziroma v nedeljo pripeljali z referendumom do zloma Grčije, ali pa do odcepitve od evra in od Evropske unije, do zloma Grčije, kar očitno sam Varoufakis in Tsipras nočeta, ker delata vse, da do tega ne bi prišlo, oziroma se stalno na ta način izražata, ampak je zdaj le mogoče z matematično natančnostjo povedati, da bo v Grčiji prišel na oblast fašizem. Bo nastopila zlata zora, se bo začelo dogajati vse to, kar se je v 30 letih začelo dogajati v Nemčiji. Sploh ne dvomim v to. Potem pridejo novi trendi v Podemosu, spet do teh obratov, levičarski lom, desničarski naskok. Ne? Ker Kanfora to zelo dobro pojasnjuje. Zaradi tega, ker Zahod ni zmožen, oziroma kapital ni zmožen se soočiti za tako temeljno stvar, kot je razredna zavest, veš, v duši človeka, ki se že zelo globoko, mislim, ima že neke semi-religiozne karakterje, si izmisli fašizem, ki ga potem lahko obvlada in uniči, za sabo pušča pa trupla, vojne, opustošenje in tako naprej. To je evropska zgodovina. In to, kar se zdaj dogaja, je samo mali refleks že znane, dvakrat ponovljene evropske zgodovine, se mi zdi. In ta vidik evropske politične avtoritete očitno ne zanima. To je več kot očitno. Ne? In tudi mislim, da ima ta Angela Merkel pa Schäuble kot finančni minister zelo močne, mogoče celo razumljive osebne zamere do Grkov. Ne? Ker ko ti enkrat narišeš najmočnejšo žensko na svetu, ne? Z brki Hitlerjevimi, in ko Schäuble tu začneš oporekati, da je invalid, potem bi se tudi meni osebno skovali neke zamere. Sem popolnoma prepričan, da to ne bi mirno prenesel. Ne. Vsi smo zamerljivci v nekih in občutljivi na nekih točkah. Ne. Tako da se mi zdi, da ta ameriška intervencija, poskus razmislega in tudi to, kar je Štiglic napisal te dni, ne, pač, da je nekako podprl Varufakissovo tezo, ki se mi zdi pravilna. Ja, saj dolgove treba vrniti, saj to so prava sporočila. Ne. Ampak poskušaj jih vezati na neko rast, ki prvič omogoča vrnitev dolgov in drugič človeku pušča dostojanstvo. Če ti to dvoje zanemaraš, nisi naredil nič. Ne? Nemci grejo v tem primeru z grlom v jagode. Oni bi to naredili tako, kot so po prvi svetovni vojni učitelj tistim, ki so od njih to isto terjali. Ne? Tako se je v Nemčiji spočel fašizem. Ne? In dejansko, če ne bodo v primeru Grčije pokazali neko mero pameti in solidarnosti, bodo krivi, da bodo spočeli fašizem na Balkanu. Ne? In to, kar je rekel, kar je zapisal Štiblar, ne, Franjo, doktor, se mi zdi, da bi bil pravi razmislek presečišče med kapitalom in levičarstvom. Pojdite v banke, pa jim zaračunajte naknadno to, kar bi jim morali že v izhodišču. Vaša špekulacija v Grčiji se ni izšla, plačevali so jo nemški, skratka evropski davkoplačevalci, francoski in tako naprej. Zdaj pa pojdite do njih in jim preprosto rečete, ne. Zdaj pa plačajte tiste profite, ki smo jim jih vi nazaj zrihtali, in predvsem naj se obesijo na grške tajkune in naj to rešijo na ta način. Se mi zdi, da bi bilo dejansko najbolj produktivno. Ne. Ker to, da je Tsipras, saj zdaj, ker se mi pogovarjava, kaže, da je tako, ne, da je počepno. Ne. Ja, je pa ni pa, lej, tako je, ne, da ne veva, kaj bo v četrtek, če je danes sreda, ne, in ne veva, kaj bo v četrtek popoldne, ne, kajti sva v tednu, ne, ko je Evropa predelala kar precej zgodovine,
Tako, na enoto časa. Na enoto časa. Ne? Ampak glej, to, in precej preobratov, ki so zelo hitro dobili oznako, da gre za zgodovinski preobrat, pa je bil popoldne že nov vijak izveden. Ne? Ja. Ampak gre za to, kar se dogaja, gre za lose situacijo. Ne? V vsakem primeru se zgubi in to meni všeč. Ker to, da je, mislim, to, če bi Cipras izzval revolucijo, jaz temu absolutno nisem naklonjen. Absolutno ne, čeprav bi bila to levičarska teza, da je treba. Mnogi bi rekli, jaz temu nisem naklonjen, tako kot preprosto revolucije pretakajo v kri nedolžnih ljudi, jaz sem v tem smislu popoln pacifist. Ne? Ampak po drugi strani to, da je Cipras zdaj počepnil, ni dobra, oziroma če bi izvisil kot poraženec, pa sploh ni dobra novica, ker pomeni, da bi kapital zavil pač, svoje tiste ketno do konca. Ne? To pa je popolnoma nesprejemljivo. Ne? In vidik, o katerem ljudje tudi nočejo diskutirati, ali so samo izrazito za radikalne reze, ali pa so izrazito neoliberalni. Jaz mislim, da je treba tudi mehen pogledati v strukturo suverenosti. Grki so si v igri hlapca in gospodarja probleme priigrali v dolgih letih neke čudne nenačelnosti. Ne? Začenši mogoče z 67. z vlogo Amerike, ki jih je podkupovala za to, da so svojo geostrategijo prodajali. Isto je Tito počel. Ne? Tito je tudi prodajal svojo geostrategijo. Ravno danes sem, zdaj prebiram za književne liste tudi nekje v Nagodetovih procesih, pa dve avtorici pol širta pač podatke in obzorja o tem, kako je bil iz sporazuma Tito-Šubašić-Churchill razočaran, ker Churchill je Titu zaupal, izdal Draže Mihajlovića, ki je bil naravni zaveznik angleške krone, Titu zaupal in potem rekel, to je pa moje največje razočaranje v življenju, Tito me je nalagal. Ne? In to je vedno tako. So ljudje, ki znajo lagati za to, da preživijo, ne? In Kominterna jih je dresirala na ta način, kot nemške ovčarje. In to so znali početi. In Grki so si v tem izigravanju levo-desne zgodbe, to je trajalo toliko in toliko let, 30-40 let, ampak so si vzeli lastno suverenost. Oni danes niso več odločevalci sami v sebi, ker če bi zdaj šli na referendum, recimo, če bi, ne vem, referendum bolj ne bo, ampak če bi bil, nisem prepričan, da bi oni sledili Ciprasu. Nisem prepričan. Ne? In to optiko popolnoma spremeni. Ne? To ni več Grčija proti Evropi, ampak je Grčija proti Grčiji. Ja. Veliki finale bova komentirala naslednji teden, čeprav finala takrat ne bo. Ne bo, ampak bo pa že kaj jasno. Ne? Ja, podaljški. Podaljški bodo, ja. Drži.